Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ureja predhodno rešitev za določitev katastrskega dohodka in podaljšuje rok za usklajevanje kalkulacij novih lestvic katastrskega dohodka. Problematika nove metodologije določanja katastrskega dohodka je dvignila veliko prahu, predvsem med kmeti, saj bi se katastrski dohodek tako lahko povečal tudi za več kot 5-krat. Iz 61 na 311 milijonov evrov, z tega naslova pa bi država pobrala približno 30 milijonov evrov davka. Papež Frančišek je danes v zasebno avdienco sprejel premierko Alenko Bratušek. Obisk pri Svetem sedežu so v kabinetu premierke označili kot nadaljevanje že vzpostavljenega dialoga in priložnost za nadaljnji razvoj in poglobitev odnosov. S pogovori v Vatikanu bo premierka danes sklenila dvodnevni obisk v Rimu, kjer se je v sredo s italijanskim kolegom Enricom Leto in italijanskim predsednikom Giorgiom Napolitanom pogovarjala o izhodu iz gospodarske in finančne krize doma in v Evropi ter o dvostranskih odnosih. Leto po prvih preiskavah zaradi nepravilnosti pri gradnji 6. bloka termoelektrarne Šoštanj so celjski kriminalisti znova obiskali nekdanjega direktorja TEŠ-a Uroša Rotnika in pri njem opravili hišno preiskavo. Rotnika in še eno osebo iz okolice Ljubljane so pridržali. Hišne preiskave potekajo tudi v Murski Soboti in v Ljubljani. Kaj iščejo, za zdaj ni znano, lani so iskali predvsem dokaze o Rotnikovem podpisu škodljive pogodbe z dobaviteljem opreme Alstomom. Včeraj zvečer se je v kraju Plat v občini Kungota zgodila tragedija, v kateri je moški zabodel žensko in nato pobegnil. 37-letna ženska je kljub prvi pomoči na kraju dogodka umrla. Policisti so že prijeli osumljenca in ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico. Motiv za kaznivo dejanje bi lahko bila nesoglasja med partnerjema. Za otroka, ki sta živela v družini, bodo poskrbeli sorodniki, o dogodku pa je bil obveščen tudi Center za socialno delo. Do dejanja policija o nasilju v družini ni bila obveščena še nikoli. Študentska organizacija Univerze v Mariboru in Solidarnostni sklad za pomoč socialno ogroženim študentom sta začela projekt Mladi za najmlajše. S humanitarno akcijo, ki bo potekala vse do konca leta, želijo pomagati tudi najmlajšim, ki jih šolanje šele čaka. Akcija se je začela z zbiranjem potrebščin v mariborskih nakupovalnih središčih, hkrati pa ŠOM poziva ljudi, naj skušajo pomagati tudi z denarnimi prispevki. Ta konec tedna začenjajo veljati strožja pravila o uporabi spletnih piškotkov. Ta določajo, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni, v nekaterih primerih pa jim mora biti ponujena tudi izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu. Spletni piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na računalnik ob obisku spletne strani. Z njimi si lahko spletne strani zapomnijo določene nastavitve, na primer podatke o uporabnikovem računu ali jezikovne nastavitve. Večina piškotkov je neškodljivih, vendar pa so lahko uporabljeni na načine, ki pomenijo poseg v posameznikovo zasebnost. Danes in jutri bo pretežno jasno, jutri popoldne bo v notranjosti države nekaj več oblačnosti, v severozahodnih krajih bodo možne posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 24 do 28, jutri na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in še topleje. Danes v dnevniku televizije Maribor. Kakšen je interaktivni zdravnikov asistent, ki olajša komunikacijo med zdravnikom in računalnikom? V središču Maribora predstavljajo jedi domače italijanske kuhinje. Ekipa televizije Maribor je na festivalu športnega filma prejela nagrado za najboljši tuji film. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.